Sem pa, bom rekel, v tem zadnjem mesecu prišel tudi do zelo zanimivih informacij vezanih na srebro. In sicer tega gospoda Kit Neumayerja smo že večkrat omenjali. On je predsednik oziroma CEO drugega največjega primarnega rudnika na svetu, First Majestic, ki je povedal eno zelo zanimivo stvar. Pa prednjo povem, bi vam pa dodatno še pokazal, da v bistvu se zdaj bližamo 3. letu zapored, ko bo na trgu fizičnega srebra deficit. Se pravi, da se bo več srebra porabilo v industriji in za investicije, kakor pa se ga bo izkopalo oziroma vključno z reciklažo in izkopanjem. Vidite, da smo v precej velikem minusu, in tudi če bi sešteli vse te številke v zadnjih letih, v zadnjih 10 letih, smo v velikem deficitu. No, ampak kar je pa rekel ta gospod, pa se mi zdi to kar ena taka pomembna informacija. Mogoče nekateri ste bili pozorni, sred leta je Kanada pa Amerika so izdale en seznam surovin, in sicer kritičnih surovin za gospodarstvo. Ne vem, Matjaž, če si to opazil takrat, ampak na tem seznamu so bile surovine od litija, niklja, redke zemlje, germanijum in ostale, ampak zanimivo, da ni bilo srebra. Čeprav je dejansko deficit pri proizvodnji in se pravi pri porabi, pa ni bilo srebra. In bom rekel, tale gospod tukaj je se odločil, da bo predstavil, zakaj je srebro pomembno sploh za gospodarstvo, kajti vlade enostavno ne poznajo, da v vsakem stikalu, ki prižgete luč ali pa ki spustite steklo v avtu, je srebro, ne? Se bom pa še malo več povedal, in ga je vedno manj in ni novih nahajališč rudnikov, ne? Tako da vse kaže, da bo srebro drugo leto v prenovljenem seznamu v Kanadi in v Ameriki se znašlo kot kritična surovina. In glede na majhnost trga, še enkrat, glede na majhnost trga lahko to, bom rekel, povzroči kar precejšen odboj cen navzgor. Kajti, ko bojo v bistvu več ljudi spoznali, da je srebro kritična surovina, verjamem, da se bo veliko investitorjev, posebej v nestabilnih časih, odločilo za dodatno investicijo v srebro.